Lep pozdrav vsem skupaj, veselim me, da sem v tako dobri družbi. In seveda veselim me, da je danes pred vami, pred javnostjo, moja nova knjiga. Če koga še muči vprašanje, kaj pomeni 176. članica, naj povem, da je to Slovenija, ampak večinoma mislim, da se to ganili. Glede vprašanja, kaj me je spodbudilo k pisanju te knjige, oziroma kaj je, tako rečem, njeno bistveno sporočilo, bi rekel, da je nastala iz neke zadrege, ali pa kaj ne rečem, spoznanja neke zadrege. Mislim, da je zdaj že nekaj let tega, ali pa celo stopnjuje, nastala zadrega, zadrega, ki bi jo jaz označil kot zadrega zanikanja in zavračanja. Seveda, nekateri se sprašujejo, to je zdaj bistvo mojega odgovora na vaše vprašanje, nekateri se sprašujejo, ali smo, oziroma trdijo, da nismo ravnali prav, ko smo se, na primer, na plebiscitu leta 1990 odločili za samostojno državo. Po drugi strani imamo oprav z neko domnevo, da ni šlo za uresnici za neko novo državo, ampak za nadaljevanje slovenske države, ki naj bi jo bili ustanovili leta 1945. No, s tem v bistvu že odpiram vprašanje, ki se večkrat pojavlja, namreč dilema ali pa izbira med osvoboditvijo in osamosvojitvijo. Da ne bo nobenega dvoma, med tema dvema pojmoma oziroma tema dvema dogodkoma je velika razlika. Prva, namreč osvoboditev, je nastala iz revolucije, druga pa iz demokracije, iz samoodločbe in parlamentarizma. Če pogledamo 200 stoletje, je zanj značilno, kako ne rečem, kar srdito bojevanje med komunizmom, fašizmom, nacizmom in parlamentarizmom. Nekateri avtori, denimo Philip Bobbitt, ameriški zgodovinar, trdi, da se prva svetovna vojna to končala šele s padcem Berlinskega zidu, s čimer hoče reči, da je na vse zadnje po dolgih mukah vendarle parlamentarizem, ki je bil tako zelo ogrožen v 20. stoletju, zmagal. Skratka, imamo opravka prav z, če zelo poenostavim, z bojem med neko vizijo demokracije, parlamentarizmom na eni strani in drugimi izmi, kot so komunizem, fašizem, nacizem, torej na drugi strani. Zdaj, zakaj sem se lotil, sam še to rečem, zakaj sem se lotil tega pisanja? Zato, ker sem tudi imam pogosto stike študenti, predavam na 2 fakultetah in torej, ne samo, da sem se pripravljal za to, da jim bom nekatere stvari povedal, ampak iz njihovih vprašanj in iz njihovih zadreg prav tudi ugotavljam, da je vedenje, da je poznavanje slovenske zgodovine, predvsem pa poznavanje samostojne države relativno slabo. No, in še nekaj bi rekel, potem, ko sem, vi ste omenili knjigo, torej Skrivnost države, po tistem času sem jaz odkril še nekaj novih dokumentov, nekaj novega gradiva, ki je zdaj v tej knjigi predstavljeno. Naslov te knjige je Negotovo življenje. Zdaj, negotovo življenje ali pa negotovost ima 2 pomena. Po eni strani gre za neko, kaj ne rečem, tvegano ali pa težavno življenje, po drugi strani pa gre za nedokončano življenje. Mislim, da zgodba o slovenski državi še ni končana. Mi smo si to državo pač v začetku predstavljali na nek način, jaz se spomnim, kakšne so bili problemi oziroma kaj smo mislili leta 87, recimo, ko smo sestavljali 57 številko Nove revije. No, od takrat naprej seveda so se stvari bistveno spremenile. Naj spomnim na to,
da so kritiki 57 številke Nove revije zelo pomembni državniki, politiki in tako naprej, ob izidu, ko so tudi z Grafenauerjem odstavljena kot urednika, napovedali, da bodo storili vse, da se ideja o slovenski državi ne bo nikoli uresničila, da se to, kar piše v 57 številki, nikoli ne bo uresničilo. Rad bi opozoril že spet en mehen, kaj ne rečem, ena fusnota iz zgodovinopisja. Ideja o odmiranju države, da se državi odrekamo, izhaja prav iz anarhizma. In ni slučajno, ni naključje, da so slovenski komunisti, slovenski marksisti tako zelo, pogubno segali ravno v arhiv ali pa v zakladnico anarhizma. No, po drugi strani pa seveda, že spet govorim o sporočilu te knjige, je to precej konstruktivna knjiga o prihodnosti. Če je za našo zgodovino bila značilno neka raztresenost, ne bi v prihodnosti poskusili slovenske energije zbrati in ne bi bila torej za našo prihodnost značilna neka zbranost. Po eni strani v preteklosti raztresenost, v prihodnosti zbranost. Kako to zbranost doseči? Dajte prebrati v knjigi, ne vem, da je vsega povedal naprej. Morda samo namignem to, da sem bil zelo, kaj ne rečem, zelo prizadet ali pa zelo zaskrbljen, ko sem iz ust nekega bivšega predsednika slišal, da je treba opraviti z zaslugarstvom. Ta izjava je bila, bi rekel, zelo uničujoča, kajti ne govori zdaj o nekih posebnih zaslugah, ali pa o zaslugah, recimo, kaj sem, herojev druge svetovne vojne, ampak govori prav, je naperjena in namenjena samo generaciji, ki je izvedla osamosvojitev. Zasluge so pa bistveni del, kako ne rečem, meritokracije. Bistveno za neko moderno državo, čeprav meritokracija izvira iz Kitajske, je več stara, je upoštevanje dosežkov in nečesa, kar so ljudje storili. Če hoče danes dobiti eno evropsko službo, boste morali predložiti življenjepis, v katerem morate povedati, kje ste študirali, kaj ste dosegli in tako naprej. Govoriti o tem, da zasluge niso važne, ampak da so važne samo obljube za naprej. To je seveda, se mi zdi, neko zelo nevarno načelo, jaz bi rekel temu nihilistično načelo, in na nek način danes doživljamo rezultate tega nihilizma. Danes to, kar je Slovenija dosegla, spomnite se, da je Slovenija veliko dosegla. Kaj je povedal Prešeren? Prešeren je rekel, da so Slovenci služabniki. Nemško govori gospoda, slovensko pa govorijo die von den Dienerstande, se pravi služabniki. Cankar je govoril o Slovencih kot hlapcih, na kar smo slišali od Osvobodilne fronte, da ne bi Slovenci postali iz naroda hlapcev narod herojev. To se je do neke mere najbrž posrečilo vsaj nekaterim. Na kar je Slovenija vendarle prišla do tega, da je postavila svojo državo. Država, ki je leta 2005 predsedovala OVSE, ki je leta 2007 prevzela evro in šengenski sistem, ki je leta 2008 predsedovala Evropski uniji, je skratka postala nek svetovni pojav, je postala nek svetovni pojem. Danes se mi zdi, da se stvari poslabšujejo in temu poslabšanju jaz želim narediti konec, oziroma želim prispevati k temu, da se bi to, da tako rečem, pogrezanje nehalo.